Koliki dan Sonja je že danes? Danes se bomo malo sprostili in bomo pogledali najbolj smešne trenutke sojenja Johnnyja Deppa in Amber Heard. Naredila sem že 2 videa o tej temi, lahko si greš pogledat za nazaj in v bistvu tudi tale video še ne bo zadnji, ker se 27. maja sojenje konča in rezultat boste zvedeli tukaj na džungli z mano. Zdaj pa, dajmo pogledati najbolj smešne oziroma najbolj nenavadne trenutke iz sojenja. Prve čudne stvari na sojenju so se začele govoriti že res čist na začetku. Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Depp had his penis out of his pants, didn't he? O čem se tukaj pogovarjamo? Zakaj je važno, kdo je videl penis od Johnnyja Deppa? I don't know, kaj se tukaj dogaja, ampak je smešno za umreti. Torej, celoten pogovor nima nobene veze z ničemer in v bistvu so vsa vprašanja so res bizarna, zakaj se pogovarjajo o tem, a je Johnny Depp stal nekje, a je videl njegov penis, ampak njegov stavk pol, Relevance. Next question. And you were trying da če bi videl penis od Johnnyja Deppa, da bi se definitivno tega spomnil. In sam gledamo, kako gre Johnnyju zraven na smeh. Next question. and you were trying Ko sem rekla, da se na tem sojenju res dogajajo nenavadne stvari, še bolj čudna rata. Pol imamo seveda klasičen nutek, ki je postal zdaj svetovno znan My Dog Stepped on a Bee. My dog stepped on a bee. Oziroma nasploh nenavadno obnašanje gospodične Amber Heard, ker ima razne te izpade s faco in ne ve, o čem govori in poskuša nekaj pozirati. O tem bom še večkrat govorila, ampak ta My Dog Stepped on a Bee in ta njena faca na koncu, mislim, ne znam si razložiti, kaj je to. Na srečo so celoten pogovor ustavili zaradi tega, ker ni imelo veze z ničemer. Tretji trenutek je Aquaman. Tudi ta je res postal svetovna uspešnica, trend. Tale trenutek. In ne samo ta trenutek. Kasneje je Johnny Depp govoril tudi o tem, kako si folk sploh misli, kako je Amber Heard dobila vlogo v Aquamanu. How do you think she got Aquaman? Johnny na tem sojenju definitivno do Amber ni preveč prijazen. Se trudi, da je, ampak ima kakšne trenutke, ki je reče kaj takega. Johnnyja so vprašali, če se strinja s tem, da je on višji oziroma večji od Amber in potem je njegov odgovor, da se s tem ne bi glih strinjal. a lot bigger than Amber, correct? Physically. I wouldn't say that. Would you agree with me that Johnny Depp je visok 1,76 m, Amber Heard pa je visoka 1,70 m, tako da 6 cm je med njima, ampak mislim, da je Johnny tukaj cilil na nekaj drugega. Naslednja stvar je njeno jokanje. Naj poudarim, da bi naj bila Amber Heard igralka, kar pomeni, da bi mogla biti dobra v fake jokanju, ampak ji ne gre glih najboljš. Da ne omenjamo tem, da je pozirala z robčkom. And after you both returned to LA, Da je res hotela narediti point, da je ona žalostna. In šesta sumljiva točka, zakaj si je Amber brisala nos s prstom, če pa je imela v roki robček. Špekuliralo se je, da naj bi tudi kaj snortala, se pravi, da bi bile tukaj prisotne kakšne droge, ampak je znano, da igralci večkrat uporabljajo mentol, zaradi tega, da se lažje jokajo. A je Amber uporabljala mentol, a je uporabljala kaj drugega, zato da se je lažje jokala, čeprav se še vedno ni. Tega nikoli ne bomo vedeli, je pa definitivno to obnašanje mečken sumljivo. Johnny Depp je omenil, da ne bi šel delati nazaj za Disney, tudi če bi bil plačan $300 milijonov in če bi mu prinesli 300 alpak. In kaj se je zgodilo? Prinesli so mu alpake. Johnnyju je bilo še vedno smešno, ko so to uporabili proti njemu na sodišču, se pravi, so mu predvajali, kot da je to on resno mislil, kar lahko vidimo tukaj, ker se je začel smejati ob tem. there that Mr. Depp has testified under oath that he would not Pirates of the Caribbean franchise for $300 million and 1 million alpacas. Now, With Disney, In zdaj je samo vprašanje, a mu bo Disney res pripeljal 300 alpak in se bo Johnny Depp vrnil kot Jack Sparrow? Dajmo Disney, dajte ti alpake, prosim. 8. stvar je kar malo 18+. To je tale stavek. I have other uses for your throat which do not include injury. I have other uses for your throat which do not include injury. In zaradi tega, ker je Johnny Depp vedel, da je to majčken kinky,
je odvetnika od Amber prepričal, da je to prebral 2-krat. Sorry, could you read that again? Sicer si mi želimo, da bi to prebral še Johnny, ampak. 9. točka, njene zgodbe. Vsakič, ko ona govori o kakej svoji zgodbi, kjer naj bi jo Johnny Depp pretepil, vedno so neke luknje vmes. Enkrat je rekla, da je dvignil pest, se nagnil nazaj in jo udaril s čelom. And he balled up his fists, leaned back, and headbutted me square in the nose. Potem imamo ta znan TikTok. I was walking out of the bedroom, slapped me across the face. I turned to look at him. And I said, Johnny, you hit me. Kako se je ona lahko obrnila proti njemu, če je že bila obrnjena proti njemu. 10. točka je najbolj scary trenutek iz celega sojenja. To je trenutek, ko je Amber opazila, da se Johnny približa njej. Iskreno, če tudi mene skrbi, kaj se tukaj dogaja, kako ga je ona zagledala in trznala in stopila stran in vsi so stopili do nje. Mal fake deluje vse skupaj. Enajsta stvar. Amber kar naprej mečken čudno govori. A se vam zdijo tele stavki en mečken preveč poetični? What Amber Heard supposedly said, the thing with Johnny, it's like the sun shines on you and it's glorious, and then he forgets you and it's very, very cold. When you have his attention, you feel like you're the only person in the world, that's why everybody loves him so much. And that is verbatim from the talented Mr. Ripley. Except instead of Johnny has Dickie. To je zaradi tega, ker je Amber te stavke vzela iz znanih filmov. A se ti stavki ne slišijo nekam sumljivo podobni? Amber, a si kadarkoli povedala kaj originalnega? A se ti je karkoli v življenju sploh dejansko zgodilo? O 12. stvari sem že govorila, to so Amberini outfiti. Ampak zdaj, ko je sojenje že mečken bolj naprej, si poglejmo še par ikoničnih outfitov, kjer je Amber popolnoma brez problema kopirala outfite, ki jih je imel Johnny Depp na sojenju prejšnji dan. Vse sem rekla, vedno bolj čudno ratuje, ano? 13. stvar je njena frizura. V enem momentu sredi sojenja vidimo, kako se Amber obrne okrog in začne nekaj gledati od zadaj. V bistvu nikamor ne gleda, nič ne išče, ampak razkazuje svojo frizuro. Ker ona je imela tisti dan res lepo, čudovito kito in vsi smo mogli videti to njeno kito. 14. stvar, njeni nasmeški. Parkrat je od začetka fejst ušlo, ko se je nasmihala ob vseh izjavah in se tudi Johnny se marsikdaj nasmehne, ampak se mi zdi, da je timing je čist drugačen. Amber se res nasmehne ob mačken sumljivih trenutkih. 15. stvar, pa v bistvu ni o Johnnyju in o Amber, ampak o Johnnyjevi odvetnici. To je Camille Vasquez, ki zaslišuje priče. In na eni točki, ko je stopila taj, ker je mogla biti, je res gledala ko en tak angel, ko jo je zasvetla ta luč. In iskreno res upam, da se bo izkazala kot en tak angel in nas rešila te agonije, ko moramo spremljati te drame že zadnji mesec. Wow, sem čisto obsedena s tem. Kakor veste že iz prejšnjih videov, jaz še vedno navijam za Johnnyja, še vedno držim pesti, da bo Johnny zmagal. Bomo videli, kako se bo izteklo, kakor sem rekla, v petek je sojenje, 27. maja je konc, videli bomo, kako se bo izšlo in o tem govorili tudi v naslednjem videu. Zdaj pa, če si zdržal do konca, če si pogledal cel video, komentari tale emoji, komentari dal spodaj, kjer del tega sojenja ti je bil najbolj čuden, like tale video, subscribi se na naš kanal in kakor vedno lepo se imejte in veliko se smete in vidimo se naslednjič. Čau!